Lepo pozdravljeni. Jaz bom šla mogoče malo globlje od kolegov, predvsem Samota, ki je prikazal, kako odvzemamo vzorce na gradbišču in delamo analize, predvsem mehanske. Namreč, jaz sem prepričana, da to ni edino, kar moramo narediti. Mi moramo tudi vedeti, ne samo v kakšnem stanju imamo material takrat, ko odvzemamo vzorce, ampak a je propadel ali ne in kakšni so procesi v ozadju, ki so pripeljali do nižjih karakteristik teh materialov. Zdaj, jaz se težko, bi rekla, tudi v tem kratkem času posvetim čisto vsem materialom, zato se bom omejila na tiste, ki jih največ uporabljamo, kot je kolega Kuhta pokazal, se pravi beton, armiran beton, zidane stavbe in pri armiranem betonu seveda tudi jeklo. Tako da drugih materialov se ne bom dotaknila. Ja, zdaj pa. Se moram najprej znajti. Takole. Se pravi, jaz bom dala kar materiale v skupino keramik, govorila bom o betonih, maltah, proizvodih iz žgane gline, se pravi predvsem zidaki in opečni bloki in pa naravni kamen. Namreč ti materiali imajo veliko skupnega, vsi so porozni, vsi so krhki, vsi imajo nizkonatezno trdnost in vsi ti materiali vpijajo vodo, bolj ali manj. In jo nekateri tudi prepuščajo. In s temi lastnostmi so povezani tudi procesi propadanja. Namreč možno je pri mnogih od njih doseči popolno zasičenje z vodo. S tem, ko vstopa voda v material, lahko vstopajo v material tudi škodljive snovi. Po drugi strani pa voda, ki vstopa, lahko raztaplja sestavine materialov in jih izloče iz teh materialov. Se pravi, nekako bom poskušala pogledati skupaj na vse te materiale. Mogoče načini propadanja, jaz povem mojim študentom, zelo pogosto, dajte se malo spomniti geografije, pa ko so vas učili, kako so nastale kamnine, kako so nastale sedimentne kamnine. Vsi ti procesi so zelo podobni, nekateri, ne vsi, tudi pri teh materialih. Tako da bom začela kar z erozijo. Se pravi, gre za brušenje površine s trdnimi delci, ki jih prenašata bodisi veter, se pravi zrak ali voda. Zelo pogosto srečamo poškodovanost naravnih kamnov, tule je peščenjak, recimo zaradi erozije z vetrom in delci, ki jih nosi. V naših primerih ob vodotokih izpiranje temeljev, recimo v tem primeru betona, opornika. No in pa abrazija, tam, kjer imamo pohodne površine, povozne površine, imamo brušenje in drsenje, kotaljenje in ti procesi poškodujejo naše elemente. Ampak to je mogoče manj pomembno pri konstrukcijah, s katerimi se tukaj ukvarjamo. Večje probleme imamo z procesi, katerih rezultat so pritiski. Se pravi, v strukturi materijala nastajajo pritiski in povzročajo razpokanje. Kaj je razlog? Najpogosteje verjetno pomislimo na zmrzovanje vode v porah, se pravi tako imenovano zmrzovanje tajanja pri betonih, še posebej bi rekla izrazito, če imamo prisotne talilne soli, se pravi na cestah oziroma mostovih, viaduktih, ki jih po zimi solimo, so te poškodbe, bi rekla, največje. No, ampak
tudi kristalizacijo soli je podobno deluje. Ne? Tudi tam imamo notranje pritiske in tule imate kamen, kamnit steber, ki je zaradi tega popolnoma propadu in tule je opečni zid, ki je prav tako zaradi kristalizacije soli popolno propadu. No, pri betonih, ki jih je največ, imamo tudi največ problemov, ker je tam zelo veliko možnih reakcij. Se pravi, reakcije, ki povzročajo dodatne pritiske, poleg zmrzovanja, tajanja in kristalizacije soli, so tako imenovano zapoznelo oblikovanje etringita, temu rečemo sulfatni napad, potem je alkalijsko-silicijska reakcija, ker nastaja alkalno-silikatni gel, ki prav tako v vlažnih okoljih nabreka, se pravi, spet imamo pritiske. Tako da, in seveda še druge, da ne bi šla v detajle. To tudi ni namen, da bi konstruktor v detajle vedel vse procese. Pomembno je, da razume, da lahko pride do poškodb tudi zaradi teh procesov. No, tule dam primer palače Kolizej, ki ni več, ker je bila zrušena in po moje upravičeno, ker ni bila varna. Namreč na tej palači se je pokazalo, tule imate zaradi vlažnosti, predvsem kletne etaže in tudi že prve etaže, zaradi zmrzovanja, tajanja in tudi prisotnosti soli, je material v niti ne toliko letih, ker je bila palača zgrajena tam okrog 1850, propadu do te mere, da je bila, se pravi, tole je kletna etaža in to je tale etaža, preiskave zidov, kot jih je pokazal samo, so bile narejene, in potem še preiskave zidov v prvi etaži. Razlika samo zaradi tega, ker je material propadel, v nosilnosti je tukaj, se pravi, zmanjšana je bila za 30% v tlaku, še več v nategu in poglejte faktor 2 modul elastičnosti. Kaj je bil razlog? Se pravi, imamo dokaz, vlažnost lahko določimo po višini brez problema. Se pravi, tole je kletna etaža, ki je bila čisto vlažna, medtem ko se prva etaža pač nekje do 1,5 metra, potem naprej pa očitno srka kapilarnega ni bilo več. To je mogoče rahlo presenetljivo, kako lahko voda se dvigne do druge etaže, ampak problem je v tem, da so kletno etažo, ko so jo uporabljali, je bila toliko vlažna, obleknili za bitumensko hidroizolacijo, se pravi, popolnoma zaprli sušenje zidov in voda je šla gor. Se pravi, tule vidite, v kakšnem stanju so bili oboki in šlo je še više v prvo etažo. S podobnimi primeri se ukvarjamo tudi še danes in ni problem, kako bi rekla, bitumenska hidroizolacija. Podoben primer so tudi tako imenovani sanacijski ometi, ki naj bi skladiščili soli, se pravi, naj bi izsuševali zidove, vendar se v mnogih primerih dejansko hidroizolacija in imamo iste probleme tudi danes in to na objektu, ki je bil saniran pred 20 leti. Tako da bi rekla, še zmeraj delamo iste probleme z novimi materijali. No, seveda, pogosto pozabimo in tudi težko v bistvu, kako bi rekla, preverimo, da je lahko predvsem pri betonih, kjer imamo zelo kompaktno strukturo, uporabimo agregat, ki je nekompatibilen z cementnim vezivom. In to se nam pokaže praviloma pri preiskavih zmrzovanja, tajanja na betonih, ampak mi to pripišemo, da je ta beton zmrzlinsko neodporen. Ampak zdaj imamo zadaj že, predvsem pri pomurski avtocesti, ko se je gradila, imamo dokaze, ker smo sporedno delali še linijsko
metodo, se pravi, ko smo šteli zračne mehurčke in je bil beton odlično aeriran, se pravi, naj bi bil zmrzlinsko odporen, ampak te zmrzovanja tanja, ker imate šoke v temperaturah, je pokazal, da ni. Ampak razlog ni bilo vezivo, ampak je bila ta nekompatibilnost agregata in cementnega veziva. No, rjavenje seveda jeklenih elementov, predvsem se s tem srečujemo na infrastrukturnih objektih, ki jih solimo po zimi, se pravi, gre za spet pritiske, ki nam poškodujejo strukturo armiranega betona in delovanje živih organizmov, mahovi, lišaji, rastline, ki svojim sistemom, recimo koreninskim, poškodujejo naše proizvode oziroma elemente. No, spet en objekt kulturne dediščine kot primer, se pravi, cerkev Svetih treh kraljev je na Pohorju. Objekt je bil vzet zato, ker smo lahko naredili določene preiskave, se pravi, ni toliko pomembna kulturna dediščina. No, ampak lahko vidite s pomočjo mikroskopa, ki ga, se pravi, tehnologija je šla naprej, mi lahko mikroskop zdaj odnesemo tudi na teren, delamo preiskave na delih, kjer se nam je zdelo, da je omet še nepoškodovan, dejansko pod mikroskopom vidite razvejano strukturo nekega koreninskega sistema. No, potem je odpadanje ometa, luščenja, mirno znamo določiti, kaj je razlog. Vzamemo vzorec, zelo malo ga rabimo, damo ga na rentgen, ugotovili smo, da je tukaj sadra, se pravi, gips se je oblikoval, katerega prostornina je večja kot prostornina izhodiščnih materialov in zaradi tega smo dobili luščenje materijala. Potem so soli, s tem imamo zelo pogosto probleme, ampak ko jih jaz vidim na površini, pravim, da ni problem. Problem je, ko jih ne vidim, ko ostanejo v zidu, ko ostanejo v konstrukcijskem elementu in tam kristalizirajo. No, ampak recimo vemo, da čim bolj vlažna je podlaga, dobimo skorjo soli, se pravi tako grobo skorjo. Če pa dobimo bradate kristale soli, je pa ta podlaga malo vlažna. Tako da lahko že na podlagi izgleda teh soli ocenimo, s kakšno podlago imamo opravka. No, druga skupina, se pravi, nekako v ti ioni se potem izpirajo iz veziva, grejo ven in enostavno dobimo povečanje porosnosti, zaradi tega padec trdnosti in togosti in v primeru armirano-betonskih konstrukcij je pomembno tudi to, da nam pade alkalnost v betonu. No, podoben proces imamo tudi pri različnih vrstah korozij zaradi, se pravi, kislinske, magnezitne, zaradi mineralnih gnojil, če recimo kdaj gradimo na zemljišču, ki je bilo nekoč kmetijsko zemljišče, imamo lahko problem s temi napadi. V tem primeru gre za izmenjave ionov med vezivom in temi, bi rekla, škodljivimi snovmi, in nastajajo lahko topni produkti, ki se spet izpirajo iz materijala, se pravi isti rezultat na koncu. No, zadnja v bistvu ugotovitev, ki se nanaša predvsem na mlajše objekte, modernejše objekte, je nevarnost mikrorazpok. Zdaj, jaz se mogoče na makrorazpoke več ne bi osredotočala, ker to je nega in s to nego ste verjetno, ste že tokrat slišali, da treba beton negovati, da nastajajo razpoke, da povečamo v bistvu življenjsko dobo objektov. Tule gre za mikrorazpoke v negovanih betonih. Razlog je nizko vodocementno razmerje, namreč mi smo zdaj zelo dobro poznamo material in smo na meji njegove zmogljivosti, zato ker je najnižja cena. Ne vem, koliko se s tem
srečujete, ampak mi lahko znižamo količino cementa do minimuma, tako da uporabimo superplastifikator, nižamo vodocementno razmerje, višamo trdnost. Kar se tiče inženirjev, konstruktorjev, je to super, ne? Ampak raziskave kažejo, da imamo ovirano krčenje zaradi avtogeno krčenje, ki je posledica premale količine vode, je ovirano v betonu in nastajajo mikrorazpoke. In te so pol pri obremenitvah se širijo, povezujejo in enostavno ti objekti, ki so moderni, prej propadajo, kot so starejši armirani betoni, ker smo imeli dodatno varnost, zato ker so bili cementi bolj grobo mleti, ker smo morali dodati več vode, da smo lahko gradili ta beton, ne? In smo imeli dodatno varnost, ki je pa danes ni več. No in tule je pokazano v bistvu na trdnosti. Tudi mi prepogosto gledamo samo na tlačno trdnost, ne? Tlačna trdnost je lepo naraščala. Cementna pasta je vzeta iz te cementne malte, ta malta je bila vzeta iz betona. Je v bistvu ena študija namenjena numerikom, ker so numeriki povedali, kaj želijo, pa smo šli zelo v detajle gledati materijale, pa tudi zelo, se pravi, po enem dnevu, po 24, 30, 36 urah. Tega ne počnemo običajno, ampak kaj smo dobili? Padec upogibne trdnosti v obeh primerih. In so rekli, da nismo pravilno zmerili, pa smo ponovili, pa smo še enkrat dobili isto. Se pravi, prepričana sem, da imamo mikrorazpoke, zato ker smo dejansko na meji s temi materijali in zaradi tega imamo lahko na dolgi rok probleme. Se pravi, propadanje materijala zaradi prisotnosti mikrorazpok. No in seveda korozija jekla v betonu, verjetno ste seznanjeni s tem, je elektrokemijski proces, ki ga poznajo ga, če drugo ne specialisti, ki se ukvarjajo s korozijo kovin. Znamo ga nadzorovati, imamo senzorje, tako da vse nove objekte bi lahko mirno spremljali, kaj se dogaja s temi materijali. Drugače pa seveda nastajajo oksidi, hidrati, oksihidrati. Razlika je, pomembno je vedeti, da ta rja ni vedno ista in da imate zelo velike razlike v prostornini. Lahko tudi 7-krat večjo prostornino produkta, kot je jeklo, a ne specifično prostornino. Zato je treba tudi ugotoviti, kakšno rjo imamo prisotno, a ne, v našem objektu pred sanacijo. No in tole, kar je že samo povedal, ne, seveda pravimo, da je beton oziroma rja zaščitena pred rjavenjem pri dovolj visoki pH vrednosti, pa delamo preiskavo z fenolftaleinom, ker ugotavljamo globino karbonatizacije, ampak če imamo kloride prisotne, to nič ne pomaga, ne, ker tudi brez karbonatizacije dobimo rjavenje. No, ampak ta del je nekako, bi rekla, po ocenah, a ne, na infrastrukturi največji problem pri nas. Se pravi, ko se ukvarjamo s tem, ko ugotavljamo, katere vzroki so privedli do propadanja materijalov ali pa tudi konstrukcijskih elementov, praviloma jih je več, ni samo eden. In kombinacija lahko celo še pospeši, a ne, samo propadanje. Kar mene moti je, da inženirji, pa tudi sama sem bila na tem, ne, v bistvu nekaj let nazaj, mi zelo hitro predpostavimo, kaj bi bilo lahko razlog, a ne, za neke poškodbe, za neke razpoke, za neke probleme, ampak danes to ni več sprejemljivo, zato ker imamo na voljo analizne metode, s katerimi lahko točno povemo, kje je problem, ugotovimo, kaj je razlog in šele ko poznamo vzrok propadanja, a ne, lahko gremo v obnovo oziroma načrtujemo posege, ker najprej dosti vzrokov lahko odpravimo, a ne, in jih je treba najprej odpraviti, pa šele pol iti v rekonstrukcijo. Drugače bomo imeli čez 15 let isti problem. Jaz bom pokazala samo en primer,
kjer bi v bistvu inženir bil zelo vesel, če bi mehanske lastnosti dobil take, kot smo jih mi. V bistvu gre za beton čist enake sestave, modra barva je apnenc, rdeča barva je dolomit, drugače pa čist ista identična receptura betona. Izpostavljen vodi oziroma natrijevemu hidroksidu, se pravi večji bazičnosti, to je ta temnejša, svetlejša barva. Nič pomeni 28-dnevna starost, takrat, ko mi določamo lastnosti, in potem je po enem mesecu 6 mesecih do 2 let izpostavljenosti tem pogojem. In seveda dolomit je ves čas naraščal, celo 40% dodatne nosilnosti, trdnosti smo dobili. In kar je meni, ko smo to videli, ko sem videla, imam isto recepturo, pa take razlike, sem rekla, tukaj ne more biti nekaj v redu. Ko smo šli pogledati v mikrostrukturo, smo ugotovili, da nam agregat propada, da dolomitizacija poteka, popolnoma se preobrazi, da se vezivo spreminja. Seveda, trdnost se veča zato, ker so vsi ti efekti tako dinamični, da se nam te mikrorazpoke v dolomitu zapolnijo z nekimi novimi produkti. Tule nam nastaja gel, ki je lahko isto problematičen čez nekih 20 let, kot je alkalno-silicijski gel, ki nabreka, še ne vemo povedati, a bo ali ne. Ampak enostavno znamo opisati proces, znamo povedati, kaj se dogaja v mikrostrukturi, in da je, jaz bi rekla, za 50 let ni problem, če pa gremo graditi objekte za 150 let ali več, pa takega agregata nikoli ne bi priporočala. No, ampak, gledajte, tlačna trdnost pada, tule pri apnencu pada in narašča in pada. Kar nekaj je včasih na kakih kongresih, recimo gradbenih konstruktorjev, kdo kaže, kak padec trdnosti betona, pa pravi, ne vem, kaj je bilo narobe, neko napako smo naredili. Ni nujno, da je napaka, ker lahko gre za spremembe, mineraloške spremembe v materialih, ki povzročajo razpoke in s tem padec nosilnosti. No, ampak se pravi, naraščanje tlačne trdnosti in istočasno padec modula elastičnosti. A mi zna to kdo zračunati po evrokodu? Se pravi, tule imate primer, smo rekli tale B. S časom modul elastičnosti pada. Pada pa zato, ker se nam agregatna zrna, tukaj ga ne vidimo več, postajajo vedno bolj porozna in veste, da predvsem agregat je tisti, ki nam določa modul elastičnosti. Tako da imamo zdaj dva efekta, ki sta si čisto nasprotujoča, in če pogledamo naše formule, kjer iz trdnosti izračunamo modul elastičnosti, to nekako ne gre skupaj. Seveda je poseben primer, ampak sem ga pokazala zato, ker smo ga res v detajle preštudirali in da vidite, da ko gremo v mikrostrukturo, karkoli je zadaj, znamo povedati, kaj je razlog tem spremembam. Kam se obrniti? Se govorimo veliko tudi danes o kulturni dediščini, ampak znanje, pristop, znanje ni mogoče toliko pri nas, je seveda na raziskovalnem področju, znanje v državah, ki zelo dosti zaslužijo z objekti kulturne dediščine, kot je Italija, kot je Grčija, kot je recimo Anglija, in ne delajo napak, da bi z obnovami potem naknadno recimo povzročile pospešitev propadanja. Ker zelo veliko problemov pri nas je v tem, da so pretekli posegi povzročili hitrejše propadanje. Se pravi, neke rekonstrukcije ali pa sanacije v preteklosti so povzročile hitrejše propadanje objektov. Neustrezni posegi, se pravi, ne bi jih smelo več biti v prihodnje. To je primer, ki sem ga vzela iz doktorske dizertacije naše asistentke Petre Štokovnik, ki je geologinja. Kako določiti lastnosti nekega materiala v detajle.
Je sicer narejen za kulturno dediščino, ampak velja za vse materijale z mineralnimi vezivi in za kamen, tako da bi lahko isti ta sistem uporabljali tudi na drugih področjih. No, jaz bom zaključila, mogoče prepoznate isti objekt, kot ste ga videli pri enem od prejšnjih predavanj. Gre za filharmonijo v Hamburgu, se pravi inženirski, bi rekla, dosežek, kar se mene tiče, kjer imate staro in novo, a ne skupaj. To pomeni, da znamo inženirji danes dejansko rešiti vse, mora pa biti dovolj denarja, a ne. Zdaj je vprašanje, a je bilo to vzdržno, nekateri mislijo, da ne, ker je šlo zelo veliko denarja, nekajkrat več, kot se je projektiralo oziroma načrtovalo. Jaz bi pa rekla, da je vredno, zato ker vedno pogledam opero v Sydneyju. Če pogledate zgodovino, je bilo isti problem, ampak danes je zaslužila nekajkrat več, kot je bilo denarja vloženo v stavbo, se pravi neke posebne stavbe, jaz mislim, da so vredne tudi več denarja in tudi nekih zelo, bi rekla, so izziv za inženirje, in ko pokažemo, da znamo kaj takega narediti, seveda pa rabimo finance, je to pomembno. Hvala.